Lepo pozdravljeni še enkrat. Danes je potekalo tu na gospodarski zbornici srečanje med vodstvom gospodarske zbornice z vodstvom SDS o aktualnih razmerah v gospodarstvu, o stališčih predlogih gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja, o možnosti za izhod iz krize, o trenutno aktualni zakonodaji. Za izjavo najprej prosim predsednika gospodarske zbornice gospoda Stojana Bindarja in zatem gospoda predsednika SDS Janeza Janša. Gospod Bindar, izvolite. Hvala lepa. Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Naša praksa iz zadnjih tednov, mesecev je, da povabimo v našo sredino pogosto tako ministre vladajoče koalicije, kot tudi vodje opozicijskih strank, da izmenjamo mnenja o temah, ki nas pravzaprav kot gospodarstvenike najbolj tangirajo. To pa je trenutno gospodarske razmere v Sloveniji in pa ustvarjanje optimalnih pogojev za gospodarjenje. In tako se je danes zgodilo, da smo v našo sredino povabili tudi vodstvo stranke SDS, da z njimi izmenjamo stališča in pa poglede na trenutne razmere in kako pravzaprav naprej. Razmere torej stališča gospodarske zbornice glede razmer v Sloveniji poznate. Izpostavil sem jih tudi ob priliki podelitve nagrad gospodarske zbornice za posebne gospodarske dosežke. Dejstvo je, da z stanjem, v kakršnem se trenutno gospodarstvo slovensko nahaja, nismo zadovoljni, ocenjujemo, da ukrepi niso primerni oziroma da učinki teh ukrepov niso zadovoljivi in seveda so razmere v slovenskem gospodarskem prostoru takšne, kakršne so. Psihoza je obupna in mislim, da ocenjujem, da ni tako slaba, kot se dejansko prikazuje, pa vendar je zelo kritična in sodimo, da bi bilo treba nemudoma sprovajati ukrepe, ki bi vlilo optimizem v slovensko gospodarstvo in v delavstvo, ter seveda pri tem dosega take rezultate, ki bodo šli v smeri doseganja nacionalnega interesa. To pa je visok standard prebivalcev Slovenije in pa visok družbeni standard. Naše mnenje je, da mi ne delimo vlad med leve in desne, ampak med učinkovite in neučinkovite, uspešne in neuspešne. V tem trenutku pač ocenjujemo, da vlada ne sprovaja politike, katere rezultati bi bili učinkoviti v smeri izboljšanja gospodarskega stanja. Z kolegi iz SDS smo ugotovili, da imamo mnogo skupnih pogledov na trenutne razmere. Gospodarska zbornica pa ocenjuje, da bi bil v tem trenutku najpomembnejši ukrep za izhod iz krize bistveno povečanje izvoza, kajti ne računamo na dinamično rast domačega slovenskega povpraševanja. Tudi sam sodim, da je to zelo pomembno, vendar v tem trenutku sodim, da ni niti virov, niti pripravljenosti določenih projektov, ki bi na kratek rok lahko bistveno povečal obseg notranjega slovenskega povpraševanja. Skratka, Slovenija ima to srečo, da živi v Evropi in da nas obkrožajo države, ki so že presegle to razvojno krizo in da je mnogo naših slovenskih, predvsem izvoznih podjetij, ki so se uspešno navezali na ta gospodarstva in imajo naročil v izobilju, tako da ne beležijo več krize. Eden od resnejših ali pa najresnejših slovenskih problemov je tudi likvidnost. Sodimo, da ta paket zakonov, ki je bil pred kratkim v obravnavi v parlamentu, ni tista prava stvar, ki bo razrešila problematiko likvidnosti, kajti v slovenskem prostoru imamo nek vakuum, nek gap, torej pomanjkanje plačilne sposobnosti ni vprašanje plačevati, hoteti ali ne hoteti plačevati, ampak enostavno ta plačilna sposobnost je posledica dejstva, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo, kar pomeni, da denarja na trgu ni. In noben zakon ne more tega problema razrešiti. Seveda pričakujemo, da bo ta zakonodaja, ki bo definitivno očitno sprejeta, povzročila določene druge težave, vendar so ti ukrepi
usmerjeni tudi v skladu z našimi pričakovanji ali pa se delo tega gospodarstva. Skratka, mi jim ne bomo več nasprotovali, bomo pa videli, kakšne rezultate bodo ti ukrepi povzročili. Skratka, danes smo izmenjali mnenja, o tem moram reči, da se pravzaprav bistveno ne razlikujejo, tako da predlagam, da svoje razmišljanje v zvezi s to problematiko današnjo nadaljuje tudi naš gost, gospod Janez Janša. Izvolite. Hvala lepa. Najprej iskrena zahvala za to priložnost od tega drugega sestanka med Slovensko demokratsko stranko in vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije. V tem mandatu je prišlo na vašo inicijativo. Prvi sestanek v tem mandatu je bil na našo inicijativo, potem ko je Slovenska demokratska stranka vložila v parlamentarno proceduro, mislim, da 3. paket protikriznih ukrepov. Niti takrat, niti danes se naša stališča o tem, kaj bi bilo potrebno narediti za to, da se Slovenija hitreje pobere iz gospodarske krize, niso bistveno razlikovala. Tudi ocena stanja je več ali manj podobna. Slovensko demokratsko stranko v tem času najbolj skrbijo informacije, ki prihajajo iz različnih podjetij, predvsem iz recimo temu malega in srednjega gospodarstva, kjer izgubljajo delovna mesta ljudje, ki so dobri delavci, ki imajo veliko znanja, v podjetjih, ki imajo dobre programe, vendar zapirajo svoje vrata oziroma odpuščajo ljudi, zaradi tega, ker niso dobili plačanega dela ali storitev, nekateri tudi 2 letine, tukaj je še posebej problematičen gradbeni sektor, in drugi zato, ker nimajo ustreznega finančnega servisa zaradi blokad v slovenskem bančnem sistemu. Mi absolutno podpiramo te predloge, ki jih ima Gospodarska zbornica v zvezi z okrepitvijo delovanja slovenskega izvoznega gospodarstva. V tem trenutku je to tisti osnovni motor, ki še omogoča Sloveniji, da nekako vsake toliko časa dvigne glavo iznad vode in zajame sapo. Smo pa prepričani, da samo z tem segmentom gospodarstva Slovenija ne bo nikoli prišla na neko pot, ki jo pravzaprav hodila praktično ves čas od osamosvojitve naprej in na kateri je dohitevala povprečje razvitosti Evropske unije. Danes capljamo na repu in 1% gospodarska rast ali 2% gospodarska rast je manj kot je evropsko povprečje, in če bomo šli po tej poti, bo Slovenija zaostajala. Tako da po našem mnenju potrebujemo tudi oživitev domače porabe. Z kolegico in kolegi iz vodstva Gospodarske zbornice smo preverili nekaj predlogov, na katerih Slovenska demokratska stranka oziroma naš strokovni svet v tem času dela. Gre za predloge, katerih cilj je odpraviti blokade v bančnem sistemu in zagotoviti neke vrste sanacijo slovenskega bančnega sistema, in gre za ukrepe, s katerimi bi pospešeno realizirali nekatere projekte iz resolucije o nacionalnih razvojnih projektih, zato da se na nek način zagotovi tudi delo za gradbeni sektor in za vse tisto, kar je na ta sektor vezano. Strinjali smo se, da zaradi časa, kakršen je, ne obstaja nek velik optimizem za to, da bi lahko v Sloveniji še v tem mandatu izdelali neko celovito strategijo za to, kako naprej, ampak kljub temu, in to smo se tudi strinjali, nima smisla čakati križem rok na to, kaj bo, je treba narediti tisto, kar je pač možno. V Slovenski demokratski stranki na nek način pričakujemo, da ti ukrepi, ki jih bomo vložili in predložili v prihodnjih tednih, ne bodo naleteli na podoben odnos parlamentarne večine kot prvi 3 protikrizni paketi. Tudi čas je zdaj pokazal, da bi sprejetje marsikaterega od teh ukrepov situacijo
naredilo drugačno in bili danes v bistveno boljši poziciji. Skratka, računamo na to, da bo odmevnost in posluh nekih konkretnih predlogov odvisen od tega, kakšni ti predlogi so, ne pa od tega, kdo jih daje. V prihodnjih tednih bomo naredili nekaj podobnih posvetovanj tudi z drugimi predstavniki gospodarstva. Nekateri so tudi bistveno bolj kritični do situacije, kot pa neko naše skupno mnenje. Vendar pa jih razumemo, ker pač izhajajo iz položaja, ki sem ga opisal prej. Naj povem še to, da mi gradimo te naše predloge ne samo na teh izkušnjah ali informacijah, ki jih dobimo v parlamentu, kjer potekajo zakonodajne procedure in kjer se pač razpravlja o vladnih predlogih. Mimogrede, Slovenska demokratska stranka je kljub temu, da je v opoziciji v tem mandatu podprla prav vse vladne protikrizne ukrepe, tudi tiste, za katere smo smatrali, da niso najboljši, smo pa smatrali, da je bolje nekaj kot nič. Ne? In to ni problem. Problem je tisto, kar pač sploh ni bilo predlagano oziroma sprejeto z vladne strani. Ampak mi ne črpamo podlag za te naše predloge samo iz te procedure, ampak tudi iz zelo konkretnih informacij, ki jih dobimo vsak mesec. Naša poslanska skupina nadaljuje, pa tudi strokovni svet nadaljuje tradicijo, ki smo jo peljali še kot vlada v prejšnjem mandatu in vsak mesec obiščemo eno od slovenskih regij. Tam tudi večje število podjetij, malih, večjih, srednjih, dobrih, slabih. In te informacije, ki jih pač uporabljamo, so pravzaprav od njih. Ne govorimo na podlagi podatkov, samo podatkov statističnega urada in tega, kar je v obrazložitvah vladnih zakonov, ampak na podlagi tega, kar je realno stanje. In v zvezi s tem končam, je žal naša ocena, da je med zadnjih 30 tisoč brezposelnih, ki jih je Slovenija pridelala v zadnjih mesecih, več kot polovica, pretežno polovica takšnih, ki niso brezposelni zaradi tega, ker ni dela ali pa ker so bila podjetja slabe in tako naprej, ampak zaradi subjektivnih razlogov. Zato, ker ni ustreznega finančnega servisa in ker država ni poskrbela za okolje, v katerem bi bilo tisto, kar je narejeno, ali tista storitev, ki jo upravljam, tudi plačana. In kot je bilo prej dobro rečeno, živimo v nekem stanju, kjer je prisilna poravnava pravzaprav način, kako zmanjšati stroške za določena podjetja in kako odtegniti plačilo tistim, ki so ga zaslužili. In tukaj smo pri funkcioniranju pravne države, kar je pa naslednji problem in verjetno predolga zgodba za ta uvod. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj, če še za vprašanja, bi vas pa prosila, da se omejite na teme, ki so povezane z današnjim srečanjem. Gospod Janša, vlada, ki ste jo vodili v obdobju od 2004 do 2008, je z zakonom o gospodarskih zbornicah odpravila obvezno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije. Zanima me, ali boste zdaj zbornici pomagali oziroma jo podprli, ko si prizadeva, da bi vlada zakon o gospodarskih zbornicah spremenila tako, da bi uvedla obvezno članstvo v eni od zbornic po izbiri. To ste se dogovorili? Ja. Kot bi se. Ne, tudi o tem smo razpravljali. Pravzaprav smo podobnejšo obrazložitev tega predloga slišali prvič. Jaz osebno nisem za to, da se uvede nazaj obvezno članstvo samo v eni zbornici. V primeru, da bi bila dana možnost izbire, je stvar vredna razmisleka. Zagotovo pa podpiramo tisti del predlogov, ki so po mojem mnenju ali pa po skupnem mnenju potrebni za to, da se okrepi položaj zbornice in ki gredo v smer, da se določene storitve, ki jih lahko zbornica opravlja bolje in ceneje, opravljajo preko koncesij v zbornici, ne pa v vladnih ali paravladnih institucijah, kot se zdaj dogaja in smo slišali pač konkretne primere.
Zdaj, v tem delu pač ni bilo nič narejeno z ukinitvijo obveznega članstva, če se je zgolj nekje drugje naredila neka birokracija, ki isto stvar opravlja dražje. To ni bil namen. Ne. Sicer pa je bilo prostovoljno članstvo v zbornici, je bil to eden od predlogov skupine za reforme, ker je bilo pač nekaj 100 predlogov in ta predlog je šel takrat v smer liberalizacije slovenskega gospodarstva. Ali boste napisali predlog zakona? Poslanci lahko predlagate zakone, lahko napišete predlog zakona, ki bo nekako povzel to, kar si zbornica v zvezi s tem članstvom prizadeva. No, v tem segmentu, o katerem sem govoril, da ga podpiramo, lahko tudi to naredimo. Ne. Čeprav plačujemo nekaj tisoč vladnih uradnikov, ki jim je to naloga. Ne pozorim na to, da zakone, ki jih mi vlagamo, večinoma pišejo ljudje, ki za svojo eksistenco opravljajo svoje delo v svojih rednih službah in to delajo pač v prostem času. Mi nimamo zdaj na voljo aparata, ki bi lahko to delal pač plačano. Če mi dovolite pa k tej temi samo še, če predsednik dovoli, en stavek glede na temo, ki je pač lansirana kot najpomembnejša z gospodarskega vidika in se imenuje dilema, ali se bo Slovenija usedla na nemško-francoski vlak. Najprej bi rekel, da v Evropski uniji vozijo nacionalni in evropski vlaki. In ti podpisi strateških sporazumov, ki jih na nek način forsira Francija, odkar je gospod Sarkozy predsednik, so pač inštrument za prestižne narave med velikimi članicami Evropske unije. Od teh sporazumov ni niti veliko škode, niti veliko koristi. Podpisani so bili z mnogimi vzhodnoevropskimi državami, pa ko sem se v Helsinkih zadnjič pogovarjal z nekaterimi predsedniki vlad, se niso niti spomnili, kdaj so jih podpisali. Toliko o tem. Ne. Drugo je zdaj ta dilema, na kateri voz bo Slovenija skupaj z Evropsko unijo sedla, ko gre za predvidene reforme v območju evra. To je zdaj dilema. Zadnji vikend je bil politični vrh v organizaciji Evropske ljudske stranke v Helsinkih, kjer je bil na nek način z določenimi kompromisi ta tako imenovani francosko-nemški predlog posvojen. Tudi na naši spletni strani imate usklajena stališča, ki so bila tam sprejeta in to so v glavnem tudi stališča vodstev ključnih evropskih institucij, komisije, parlamenta in Evropskega sveta. In tukaj gre za smer finančne stabilnosti, gospodarske rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. Kolikor slovenska vlada z priključitvijo ali pa z vstopom na francosko-nemški vlak misli resolucijo pač Evropske ljudske stranke, ki je zdaj v veliki meri z določenimi kompromisi posvojila ta francoski-nemški predlog, bomo mi to podprli, ker je to prava smer. Povečanje konkurenčnosti, finančna stabilnost, ki je pač predpogoj, zato pomeni tudi omejevanje nerazumne javne porabe in tako dalje, in ustvarjanje novih delovnih mest, kar je tudi ključni element socialne politike. Vendar je bil ob tem v Atenah tudi sestanek socialistične skupine, kamor spada naša največja vladna stranka, in tam so se pa zavzeli za drugačen vlak. Za vlak, ki je bolj toleranten do finančne nediscipline, za vlak, ki omogoča še nadaljne financiranje razkošne javne porabe tudi z zadolževanjem. In za vlak je pravzaprav pripeljal tudi državo, v kateri so sprejeli ta stališča tam, kamor je, to je Grčija. In tukaj, in s tem končam, lahko vsak opazi, da se v Sloveniji veliko stvari giblje v smer te deklaracije iz Aten. Govori se pa o smeri deklaracije iz Helsinka. Ampak, kot že rečeno, bodimo optimisti in pustimo se presenetiti, če bo slovenska vlada
oziroma kar bo slovenska vlada predlagala ukrepov, ki gredo v smer te večinske usmeritve znotraj Evropske unije, tudi za slovenske razmere jih bomo mi podprli. Ne gre tukaj za to, kaj bo predsednik slovenske vlade podprl na Evropskem svetu ta vikend in 24. marca v Bruslu. Gre za to, kaj od tega bomo mi doma naredili. Skratka, apeliram na to, da je treba pri teh besedah, velikih besedah o strategijah in o hitrih vlakih in tako naprej upoštevati tudi realnost. Nič nam ne pomaga priseganje na reforme, če ni konkretnih ukrepov, ki iz tega pač nekaj naredijo. Zadnji 2 leti sta pač omogočili veliko primerjav med ukrepi, ki jih je sprejemala ali pa ki jih Slovenija ni sprejemala in med tem, kaj so delale druge evropske države. In danes smo pač bistveno druge, kot smo bili nekaj let nazaj. Jaz se strinjam s to oceno, da veliko problemov, s katerimi se danes soočajo, ne sodi v mandat te vlade. Nekateri sodijo tudi mandat naše vlade, pa mnogo jih sodi še nazaj. To so strukturni problemi slovenskega gospodarstva. Potem je ena skupina problemov, s katerimi se ukvarja vsa Evropa in se tudi mi ukvarjamo. In to so tisti, ki jih je pač povzročila kriza, na katero sami nismo mogli vplivati. So pa seveda tudi problemi, ki smo si jih sami povzročili z neukrepanjem. In tukaj pa ta primerjava s tistimi državami v Evropi, ki pa so bile učinkovite, neusmiljene. A lahko še jaz dokumentiram sam drugi del, torej to prvo vprašanje. Resnica je, da smo se danes pogovarjali tudi na temo zakona o gospodarskih zbornicah. Povem pa, da smo mi pripravili gospodarska zbornica predlog spremembe zakona o gospodarskih zbornicah, ki bi korigirala to težavo, do katere se je prikopala gospodarska zbornica zaradi prostovoljnega članstva. Skratka, konkretni zakonski predlog je pripravljen. Tudi resnica je, da smo danes prosili vodstvo stranke SDS, da po svojih močeh sodeluje in pomaga pri uveljavljanju te zakonske spremembe, ki bi naj v najkrajšem možnem času se obravnavala tudi na ministrstvu in kasneje tudi na vladi. Kakšen bo pa rezultat, bomo pa videli. Zanima me, če se bo vaša stranka vključila v referendumsko kampanjo glede zakona o malem delu in glasovega stališča. Naše stališče je znano je pa tudi to, da naša stranka ni predlagateljica tega referenduma. Delimo skrb tistih, ki vidijo v tem zakonu veliko negativnih posledic. Je tudi nekaj pozitivnih. Mi smo skušali z amandmaji zakon narediti užiten, kot večino primerov v tem mandatu je bilo vse zavrnjeno, tako da mi tega zakona ne podpiramo. Mi nismo pa predlagatelj referenduma, ne bomo vodili glavne kampanje, tudi nimamo sredstev zaradi tega, ampak naše stališče je jasno. Mogoče, Boštjan Veselič. Lahko jaz, ja. Boštjan Veselič in pa glede, vrnil bi se na vajne pogovore, znam nekakšen držav. Ste govorili bolj tako nasplošno, omenili ste, da imate podobne poglede na stanje v državi, ali ste govorili tudi o konkretnih zakonih in rešitvah? Oboje. Dotaknili smo se enega in drugega, skratka splošna ocena in tudi nakazali eventualne spremembe in nove zakone, ki bi olajšali življenje in delo in razvoj v Sloveniji. Torej, pričakujete pomoč stranke pri sprejemanju v parlamentu? Verjetno vseh strank. Ja, mislim, ne vem, kaj mislite zdaj konkretno. Tudi druge stranke, no, s kom ste se še sestajali, koliko SDS-a, ko ste prej omenili, da ste dobili tudi ministre in ostale predsednike stranke? Moram povedati, da je mnenje o stanju v Sloveniji zelo podobno, ne glede na to, gre za opozicijsko stranko ali gre pravzaprav za predstavnike vlade. Vsi se zavedamo, kakšno je stanje. In seveda vsak pa na svoj način išče rešitve. Nekdo jih vidi v eno smer, nekdo jih vidi v drugo smer. Ampak ugotovili smo pa nekaj danes, da je poleg izvozne aktivnosti, ki jo promovira predvsem Gospodarska zbornica Slovenije skozi projekt z delovnim naslovom Go International Slovenija, ocena, da je nujno potrebno tudi reaktivirati dogajanje v slovenskem prostoru za povečanje domačega slovenskega povpraševanja.
Razlika je samo v tem, da smo mi malo bolj pesimistični, ker nimamo nobenih vzvodov, ker to potegne za sabo daljša pripravljalna obdobja in potem šele naknadno efekte iz tega naslova. Ni bilo še eno vprašanje, to je Na koncu iz financ. Gospod Janša, prej ste omenili, da bi bilo treba za oživitev oziroma za izhod iz krize uspešiti tudi domače povpraševanje in ste rekli, da bi nekatere razvojne projekte zagnali začeli. A bi lahko povedali, katere projekte mislite, pa iz katerih virov bi se financirali? Ja, pogovarjali smo se zelo konkretno, ampak v tem odgovoru jaz ne bom tako konkreten, ker pač te rešitve še pripravljamo in se tudi posvetujemo. Gre pa za nekaj projektov, ki so vsebovani v resoluciji o nacionalnih razvojnih programih in ki v glavnem predvidevajo tuje vire financiranja. Zavedamo se namreč, da v Sloveniji svežega kapitala ni in da so tudi možnosti neposrednega državnega zadolževanja zaradi politike zadolževanja v zadnjih letih skoraj izčrpane. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se zahvalila predsedniku Binderju, gospodu Janči in pa vsem, da ste se udeležili današnje izjave. Hvala lepa. Hvala lepa.